Hvala, Gospode, kad sam tale kot ti, tako kad Damir probo. Ja sam eno nedeljo falil, znate falinje. To se nej per Božjoj mizi, gdje ti je servirana hrana, ta duhovna hrana, to ti fali. Jel te doma imamo kakšno pomanjkanje hrane, osnovne hrane za naša tela, človek po enom času ločen grata. In ti, da nemaš duhovne hrane, grataš ločen. Gospodov mir, no izpuni vsakodnevno vaše življenje, zavolo toga, ker živimo v enom zelo nemirnom času. In osnovno sporočilo Svetega pisma, Bože drage svete reči je, ne bojte se, ne bojte se, ne bojte se, zavolo toga, ker Bog je pripravo rešitev. Bog je pripravo, Bog je poskrbil za rešitev. Ker človek ne treba biti v straje, pa v komkoli se nahaja. Dostakrat nam je to žmetno razmete. Ali znate, Bože odrešeni človek, tisti, šteri ima mir z Bogom, tisto mi se ne treba božati. Ne treba imeti straja v svojem srce, zavolo toga, ka ima ob sebi enoga, šteri je močnejši, kot pa vse drugo okoli njega. In mi vidimo, čujemo okoli nas, ko se dogaja, najdaleč kraj od nas. Najdaleč kraj od nas. In zato bojmo odprejtega srca. Mejmo odprejto svoje srce, kamo tuj usmiljene in pripravljene pomagati, gdje je potrebno. Gdje je potrebno. Ne samo tom daleč, pač pa tu med nami, tu imamo potrebe. Zato bojmo odprejtega srca, da pristopimo tom, gdje Gospod mene in Gospod tebe želi imeti in te želi ponucati. Živimo v enom obdobje ene velike preizkušnje. Preizkušnje naše vere, našega zaupanja Boge. Znate, samo tiste, štiri je popolnoma odvisen od Gospoda. Popolnoma odvisen od njegove pomoči, od Svetega Duha. Tisti, štiri živi popolnoma v sklade z Božjo svetov rečjo. Tisti, da prišel do večnega cilja. Samo tisti. Biblija nam to vse skozi sporoča in pa ne samo, kad nam dava ena sporočila, pač pa nas spodbuja, nas izziva, nam dava moč, kad to leko činimo zato, da ne bi toga večnega cilja zgrešili. Toga cilja, šteroga je Bog. Te cilj je Bog pripravo. Bog je zagotovo za vsakoga človeka te cilj po Jezušovoj žrtve. Po Jezušovom dele je to zagotovljeno vsakoga. Zato je, dragi moje, takša vrednost v tom, kad smo oprezni. Kad smo oprezni. Jezus je tudi toga učil. Bojte oprezni. Bojte modre. Bojte modre in kad se zavedamo nevarnosti, štere nam šotom ponuja kot priložnosti. In znate, dostakrat so to ne priložnosti, pač pa njegove prevare. Bojmo oprezni. Mejmo odprejte naše duhovne oči. Ali, dragi moje, Božji človek, Božji otrok ima ob sebi nekakoga, pravzaprav ne samo ob sebi, pač pa v sebi nekaj ima, ko nam dava sigurnost, ko nam dava večno gotovost. In to je osnova za človekov pravi namen. Ko ste, dragi mladi naši, poslušali, tudi to že novle. Znate, da sem to gledal, to eno skupino. Da sem to gledal, to eno skupino, moje srce se je znova gor zbedila hvaležnost Bogu. Splača se. Dragi moje, dragi stareš, dragi brat, draga sestra, splača se vlagati v naslednjo generacijo. Splača se to, ko se od Boga dobo dote dole. Splača se zavolo toga, ka Bog ima za vsakoga eno veliko plačilo. Znate, naš Bog je najškrtlave. Ne. On je nikši skupuh, ne. On želi vsakoga blagosloviti. Od mene, od tebe je odvisno. Ali te blagoslov spremljamo
in ali ti blagoslov damo dole. Znate, tudi je to takšna verižna reakcija. Tudi je to samo krožilo, tudi je blagoslov šel samo dole in dole naprej. Jezus je pred odhodom nazaj k Oče obečal prihod Svetega Duha. In on pravi to v Janeze 14, dale 15 pa do 17. Jezus sam pravi to: če me ljubite, se boste držali mojih zapovedi. Če me ljubite, se boste držali mojih zapovedi. Ali tu se ne konča. Tu se ne konča, poč pa ide dole. Jezus pravi dole: jaz pa bom prosil Očeta in dal vam bo, Oče da dal vam bo drugega tolažnika. Znate, što je taj tolažnik? To je naš pomočnik, to je naš zagovornik, naš posrednik, naš prijatelj. Dal vam bo drugega tolažnika, da bo ostal pri vas vekomaj. In što je to? Duha resnice. Ne laži, ne šotanskih prevar, pač pa duha resnice, ki ga svet ne more prejeti, ker ga ne vidi in ga ne pozna. Vi ga poznate, aleluja! Vi ga poznate, ker ostaja ali prebiva pri vas in bo ali je noter v vas. Ali ne je to eno čudovito obečanje za mene, za tebe, za vsakoga Božjega otroka? Imaš ti to obečanje v svojem življenju? Vidiš, kaj to povem, Svetega Duha v svojem življenju? Njegov vpliv na vse tvoje reakcije, na vsa tvoja dejanja. Ali poznaš Svetega Duha resnično kot tvojega osebnega tolažnika, kot tvojega osebnega pomočnika, osebnega zagovornika, osebnega posrednika pred Bogom, osebnega prijatelja? Ima Sveti Duh udobno stanovanje notri v tvoje notranjosti, v tvojem življenju? Se dobro počujete pri tebe? Dragi moji, če toga nega, te se, dragi poslušalec, v eno veliko nevarnosti, ka ne boš dosegel večnega cilja v Jezušovoj prisotnosti. Če me ljubite, se boste držali mojih zapovedi. Werner Knezel, što se ga spomniš? Mnogi smo ga poslušali, smo tudi osebno ga učili. Werner Knezel je napisal eno knjigo Sveti Duh v življenju kristjana. Ena čudovita knjiga, ker vas izzivam. Pregledajte doma svoje knjižne police. Pogledajte, kje se ta knjižica pri vas doma nahaja. Večina med vami jo imate doma. Kje jo tu imam. In najdite to knjigo in jo nujno preštite za sebe osebno. Ne za drugega. Ne za tvojega moža, ne za tvojo ženo, ne za tvojega soseda, ne za tvojega pastora, za tebe osebno. Preštite to knjigo za tebe osebno. Mislim, ka se sestri Leje tu ještě dobi, ta je tu od skoraj. In v toj knjigi je brat Werner zapisal tak. Brez osebnega spreobrnenja in osebnega sprejema Jezusa Kristusa v naše življenje ostanemo ločeni od Boga, ne glede na naše religiozne predstave. Človek komaj preko na novo rojenega duha, in to je delo Svetega Duha v naše življenje, človek komaj preko na novo rojenega duha stopa v skupnost z Bogom. Če je postal kdo nova stvaritev v Kristusu, potem mora njegov obnovljeni duh določati in usmerjati njegov način razmišljanja, govorjenja in delovanja. Čim več prostora v svojem življenju bomo dali Božjemu duhu, tem bolj bo naš način razmišljanja, izražanja in ravnanja v skladu z Božjo voljo. In ta je zapisana
v Božoj besedi. Na 164. strani je to zapisano. Preštite si to knjigo, koristila, da vam in ne znam, da tudi meni da koristila. Dragi moji, to je spodbuda posebno za te poslednje, za te zadnji čas. V šterom se vsi vkupe nahajamo, daj prostor Svetome Duhe v tvojom življenju za volo toga, ker to je edini način, kako ugajamo Svetome Bogu. Če Sveti Duh uravnava tvoje postopke, tvoje dejanja, tvoje besede, noj deluje, noj vse to uravnava tvoje misli, tvoje besede in pa vsako tvoje dejanje, tok boš resnično te duhovno raso in pa prinašal in pa rodil sad duha. Rodil boš te sad duha. In se spomnite, učali smo toga, ko je sad duha. Če pa ne boš dovolil, ka Božji duh uravnava celotno tvoje življenje, je velika nevarnost. Je zelo, zelo velika nevarnost, ka se ti zgodi to, kako se je zgodilo vrnem v Sardih. Tok štejmo v njovom stanje v razodetje v 3. tale od 1. do 6. vrstice. Razodetje 3 od 1 do 6. Angelu cerkve v Sardah piše: To govori on, ki ima 7 božjih duhov in 7 zvezd. Vem za tvoja dela. Imaš ime, da si živ, a si mrtev. Zbudi se in ukrepi, kar je še ostalo in je na tem, da umre, saj nisem našel, da bi bila tvoja dela dopolnjena pred mojim Bogom. Spomni se torej, kako si prejel in slišal, drži se tega in se spreobrni. Če pa se ne zbudiš, pridem kakor tat in nič ne boš vedel, katero uro pridem k tebi. Vendar imaš v Sardah nekaj oseb, ki niso umazale svojih oblačil. Te bodo hodile z menoj v belem, ker so tega vredne. Kdor zmaga, bo tako oblečen v bela oblačila. Njegovega imena ne bom izbrisal iz knjige življenja, ampak ga bom pripoznal pred svojim očetom in pred njegovimi angeli. Kdor ima uho, naj prisluhne, kaj govori Duh cerkvam. Nebeški Oče, hvala je tebi za tvojo drago sveto reč. Hvala je tebi, kaj jo ti učiš v moje življenje, ti učiš v naša življenja. Ker ste prosim, pomoreno jo razmeti, pomoreno jo sprejeti svoje življenja in pomoreno, kad dovolimo, kad Duh Sveti napravi spremembo tom, je potrebno. Kad bi ne zgrešili toga večnoga, toga čudovitoga, toga blaženoga cilja, šteroga imaš pripravljenoga za vsakoga, štere da vrvo in da poslušaj tvoje drago in sveto reči. Daj nam moči po tvojem duhi za to in blagoslovi vsakoga, štere je tu prisoten. Nebeški Oče, v tom trenutku te tu prosimo za tiste, štere ne mrejo biti tu. Za tiste, štere bi želeli, pa ne mrejo biti. Prosimo te za tiste, štere trpijo, štere so v nevole, štere so v potrebe, posebej za te, štere morajo bežati od svojih domov. Spod svete, dotekne se ti in nam odpri življenja, odpri naša srca, kamo za istino usmiljene, kamo pripravljeni pomagati in stati v molitvi za to, da bi se tudi ta situacija razrešila. Amen. Amen. To govori on, vem za tvoja dela. Se še spomnite psalma 139? Što se spomni vsebine toga psalma? Aleluja, aleluja. Ja, ništerne, mnogi dvomi se spomnite toga psalma 139. Šteroga smo nedolgo nazaj obravnavali tu v cerkvi na molitvaj. In tom tok pravi, Gospod, preizkusil si me in me poznaš. Kam naj grem pred tvojim duhom? Kam naj zbežim pred tvojim obličjem?
Moj zarodek so videle tvoje oči. In tok dole se ponavlja vse v tom psalme. Vem za tvoja dela. Vem znov za tvoja dela. Ali se zavedaš, dragi prisoten, dragi poslušalec, ko to pomeni? Bog zna za tvoja dela. Znate, da sem to prešto in sem tok malo bolje začel razmišljati, od toga me je to v notranjosti strosilo. Me je to pretreslo, celo moje življenje. In znate, ugotovil sem, da to ne je zapisano za mojo ženo. To sem je prešto za sebe osebno. Bog zna za moja dela. Bog zna za tvoja dela. Ja, vse je odkrito pred Bogom. Dobre in pa tudi najdobre stvari mojega, tvojega življenja. Vsak je tvoj odnos do zakonca, do družine, do soseda, sodelavca, sošolca, do znanca. Vse je pred Bogom odkrito. Bog se vidi, Bog se zna in hvala Bogu, ka On še itak na različne načine guči v našo vest, v našo notranjost, nas opozarja na nevarnost, v kateri se mi nahajamo. In če pogledamo nazaj v čas Covida, za našo lokalno cerkev gučim, v čas Covida, je Gospod namenil različna upozorila, spodbude skozi njegovo drago sveto reč. Ko je sad duha in ko so dela mesa, videli smo razliko. 10 Božjih zapovedi. In ko to pomeni za nas, molitev Oče naš, gledali smo v to, štera je vzorec za naše molitve. In zdaj smo gledali tudi v srečanja z Jezusom in kako je to vplivalo na ljudi, da so se osebno srečali z njim. In ko to pomeni gnez za mene, za tebe, srečati se z Jezusom. In to je zdaj, tej dopoldneve, tej čas je njegov govor v moje, v tvoje življenje, kaj bi se odločili za spremembo. To je potrebno. To je ne treba spremembe. Bog ne da pričakoval od tebe spremembo. Ne, samo to je potrebno. Bog želi, ka pride do spremembe. In zato je poslal Svetega Duha, ka v našoj notranjosti nas opozarja na to, ko je najvrede. In za cerkev v Sardaj je Bog poslal eno resno opozorilo. Imaš ime, da si živ, a si mrtev. Si ti, dragi poslušalec, dragi prisoten, si živ v luči Božje besede, v luči Božjega pogleda, ali pa si mogoče duhovno mrtev. Imaš ime, ka si kristjan, ka si krščanik. Znate, v Sloveniji se nekako 83% prebivalcev Slovenije se izreka za kristjane. V Evropi okoli 80% ljudi se izreka, ka so kristjane. Kje se to vidi? Kako se to vidi? Na kakšen način se to vidi? Kako se to vidi v mojem življenju? Kako se to vidi v tvojem življenju? Imaš ime, da si živ, a si mrtev. Bog te ne želi izpustiti. Bog te ne želi vypustiti iz tvojih rok. Bog te ne želi pustiti iz svoje zaščite. Zato te tudi v tom jutri poziva. Poziva mene, poziva tebe. Zbudi se in ukrepi, kar je še ostalo in je na tem, da umre. Če te tvoja vest, tvoja notranjost, ještě opozarja,
ka nekaj ne vrede, odzovi se, napravi spremembo. Dovoli, ka Bog po Svetom Duhu oživi znova tvoj odnos do njega, na prvo mesto do njega in tudi do bližnje. Tam, ki je to potrebno. Tu v Sardah, lahko bi pravili tudi v Nuskovi, je še obstajalo malo upanja, ka pride do spremembe. Še je bilo nekaj znakov življenja, srce se je še nečista stavilo, Sveti Duh se tu gnes še itak trude, ka bi dal posameznikom, ka bi dal cerkve umetno dihanje, tisto pravo duhovno dihanje, ka bi dal cerkve eden elektrošok. Tisti, štiri delajo v medicini, tisti znajo, ko to pomeni, da treba elektrošok date, da se srce ustavlja. Da srce več ne dela. Te treba dati eno novo spodbudo. In to tudi v mojem in tvojem duhovnem življenju treba dostakrat, pravzaprav vsakodnevno dobiti eno novo spodbudo od Svetega Duha, od Božjega prestola milosti. Zakaj? Samo, ka bi se vrnilo življenje. Ka bi ne bil propad, ka bi ne nastopila smrt, pač pa, ka bi se zbudilo to življenje in ka ne bi prevladala ta večna smrt, to večno trpljenje in ta duhovna smrt. Spomni se torej in se spreobrni. To je način, kako Bog napravi obnovo tvojega življenja. Torej, pogled nazaj, pregled dogajanja in te, tista prava spreobrnitev. Hvala Gospode, da imamo še itak njegovo usmiljenje. Hvala Bogu, ka njime ještě ne prekipelo do konca zmjov stjov. Itak nam dava to spodbudo, nam dava ta navodila, spomni se in se spreobrne, poziva nas. Znate, njegov poziv je ljubezniv. Ne, ka bi nas odbil, ne, pač pa ljubezniv. In če bi pogledali v 81. psalm, začetek 14. verša, tu Asaf v tom psalme izraža eno veliko Božje hrepenenje. Izraža to veliko Božje hrepenenje in pravi to, da bi se da bi me moje ljudstvo poslušalo. Da bi moje ljudstvo poslušalo moj glas. Božji narod, da bi poslušal Božji glas. Isto to pravi Bog cerkve tam v Sardaj in tu mene in tebe. Pravi cerkve tu v Nuskovi, pravi cerkvan, pravi posameznikom. Da bi moje ljudstvo poslušalo moj glas. Dragi moji, življenje v Božoj poslušnosti, v poslušnosti Boga, to prinaša pravi mir. To prinaša pravo radost, kako smo tudi v začetku čuli, v uvode. To prinaša pravo radost, pravo zadovoljstvo, pravi blagoslov. In znate, ko še prinaša? Večno življenje v Božoj prisotnosti. Aleluja. Aleluja. Imaš to zagotovilo v svoje življenje? Če pa se ne zbudiš, pridem kakor tat. Če pa se ne zbudiš, se pa zgodi nekaj drugega. Pridem kakor tat. Ko je značilno za tovaja, za tatove? Ko je značilno za njih? Ko je pravzaprav njihovo delo? Ko delajo tovajge? Hradnejo. In pa, tako kot je sestra Marica pravila, pridejo nenadoma. Ne veš, da pridejo. Ne veš. Jezus pravi tok, v Janezi je to zapisano, 10. dale, Jezus pravi tok. Tat prihaja samo zato, da krade, da kolje in uničuje. Samo zato prihaja tat, da krade, spokradne vse, ko je možno,
buje, da kolje. Znate, dosta što je proti postavila, mnogo ljudi je moglo končati svoje življenje za voljo toga, kar so se tovajom proti postavili, da kolje in da uničuje. Če gledate demonstracije, malo ko se dogajajo tiste nasilne demonstracije, ko tiste delajo, uničujejo. Gledate? In tiste, štere se ne do spreobrnili, dogli toga deležne, okradene do večnega življenja v Božoj prisotnosti, ostanejo mrtvi v svojih grehah, to, kot Jezus pravi, Janeze 8, če namreč ne boste verovali, da jaz sem, boste umrli v svojih grehih. In tretja stvar, štero dela tat, štero dela šotam, uničuje. In dnes, žal, v Ukrajini vidimo, kako to izgleda, kako to deluje, uničuje se vse, za ko se je nekako trudil, ko je nekako z trudom, z eno skrbnostjo sprovo, ko je z eno skrbnostjo ustvaril. In znate, še več, te tat, šotan naklepno uničuje v ljudeh zaupanje v Boga. Naklepno uničuje to zaupanje v Boga. Samo, kad bi se ne človek odrešil, kad bi to bil vkuper šotanovo pekle. To je njegovo uničevanje. Jezus pa pravi, dragi moji, ještě nika. Ne samo to, ko dela to ovaj, poč pa pravi še nika drugo pravi. Jaz sem prišel. Ne tat dela svoje. Jaz sem prišel, da bi imeli življenje, haleluja, in ga imeli v obilju. To je pa Božja stran, to je pa Jezusovo delo, štero on dela. Jaz sem prišel, da bi imeli življenje in ga imeli v obilju. Jezusovo poslanstvo za mene in tebe je nekaj čudovitega. Nekaj izjemnega, enkratnega, on prinaša življenje, on prinaša to pravo božansko obilje. Ne to, ko tu imamo, ne to, ko je tu noter, pač pa to, ko Bog dava po svojem duhu v tvoje, v moje srce. To je to pravo obilje, štero da nas pelolo, te ta v večno slavo. Dragi moji, to je to popolno nasprotje tome, ko dela tovaj, ko dela tat. In resnično blagoslovljeni je tisti, šteri prepozna to razliko in se odloči za Jezusa Kristusa in za njegovo odrešilno delo. Haleluja! Haleluja! V Sardah, v cerkvi, štero je Bog namenil to svoje opozorilo, je bila ena posebna situacija. Bile so 3 skupine ljudi v toj cerkvi. 3 skupine in vsaka je bila na svojem stališče. Najprej Bog uči tistih, šteri živijo v enoj samoprevari. Od tistih, šteri mislijo, kaj je vse vrede. Imaš ime, da si živ, a si mrtev. Duhovno mrtvi kristjani, šteri se več niti eno Bože opozorilo, niti ena Božja beseda več ne doteknena. Nikam, ko je bilo prenešeno k njim, je več ne bilo tisto, štero bi napravilo v njihovih življenjih spremembo. Imeli so zakrknjena, utrdela srca. Sami so se tako odločili, ka ne do pozorne na to, ko Bog pravi, na Božji govor v njihova življenja. Dragi poslušalec, preveri pri sebi, če si ještě občutljivi na ta Božja opozorila. Če si ještě občutljivi na to, da Bog uči, da on uči, ne ker, da on uči za tebe osebno. Preveri pri sebi.
Hitro ukrepaj, prelej, kogde prepozno. Bila je druga skupina v toj cerkve. Bila je druga grupa ljudi, za štere je bilo ještě vypanje. Zbudi se in ukrepi. Zbudi se, ukrepi, ko je še ostalo in je na tem, da umre. Torej, skupina štera je duhovno životarila. Toliko, ko so ještě bili v življenju. Vegetirali so, bi dnes moderno pravili. Toliko, ko ještě gej tu življenje, ali ne bilo dosta koristi od toga življenja. Skupina, štoro je Bog pošila poziv in želej odziv. Tudi, če še ne vidim, ti delaš. Tak je bil Koroš v začetku. Tudi, če še ne vidim, ti delaš. Bog dela. Bog dela. Bog ne odneha, ne želej odnehati delati v tvojom osebnem življenju. Isti poziv vala, ne stoji mene, ne stoji tebe. Zbudi se. Zbudi se, prlej, kog da je prepozno. Zbudi se, prlej, kog kog da je tovaj do konca opravi svoje delo. Zbudi se, kad dosegneš večno življenje. To je Božji poziv v tvoje, v moje osebno življenje. Tu gnes v tom jutri, in dragi moji, Sveto pismo, Božja beseda. Ja, to, ko je tu notr zapisano, je v prvoj vrsti namenjena mene osebno. Najprej mene osebno. Znate, do tu notr, do v mojem življenju, do pri mene opravi svojo nalogo, da opravi to svoje poslanstvo, tu notr v mojem življenju, ti je to besedo leko dom dole. Znate, ti ne je trebalo dosta besed, dosta govčanja, za voljo toga, da bi se to ti v mojem življenju videlo. Jezus v enoj besedi pravi tako. No, ljudje vidijo v mene in tebe naša dobra dela in te do na tej način, kad to videli v mene, v tebe, te doslavili nebeškoga oča. Te doslavili nebeškoga oča. Je v tvojom življenju Božja reč že zbedila po Svetom duhu, tvojo vest. Je okrepila tvojo vero, tvojo zaupanje v Boga in njegovo voljo za tvoje življenje. Je to okrepljeno, je ohrabreno to v tvojem življenju. Bila pa še tretja skupina ljudi v toj cerkvi, v Sardah. Znate, to sem štel to besedo in tega rad primerjam različne prevode. In sem vzel tudi prekmurski prevod in to piše tako. Reč Božja, štera je bila dana sardiški cerkvi. In te sem čase, znate tako, ko Damir tu rod besede zmes obrnej analizira sardiški cerkvi. Podobno. Bila je še tretja skupina, za štero je zapisano tako. Vendar imaš v Sardah nekaj oseb, ki niso umazale svojega oblačila, te bodo hodile z menoj v belem, ker so tega vredne. Aleluja. Tragika toga sporočila. Štera bi mogla predramiti, zbediti vsakoga med nami. Vendar imaš v Sardah samo nekaj oseb. Samo nekaj, ko je bilo tistih, štiri so izpolnjevali te Božje kriterije. Dragi moji, to je tragika Božjega sporočila za dnes, za tej čas. Samo nekaj, ko je bilo tistih,
Štere so bili v popolnoj odvisnosti od toga, ko je Bog zahteval, ko je on pričakoval od svojega ljudstva, od svoje cerkve. In koliko je dnes? Koliko je stjav? Koliko je v tvojom življenju? Imaš čista oblačila? Ne zaprana s persilom. Ne. Pač pa imaš čisto srce, oprano v Jezušovoj svetoj krvi. Imaš odpuščene tvoje grehe. Imaš mir z Bogom in pa z svojim bližnjim. Dragi moji, znate, naša življenja imajo veliko vrednost v Božjih očaj, zato se resnično splača potruditi za voljo toga, ker Bog pripravlja veliko plačilo. Bog pripravlja veliko plačilo. Kdor zmaga, bo tako oblečen v bela oblačila. Njegovega imena ne bom izbrisal iz knjige življenja, haleluja, ampak ga bom priznal pred svojim očetom in pred njegovimi angeli. Dragi moji, ne što ima ime, što se imenuje kristjan, što se imenuje binkošni vernik, pač pa tisti, štere zmaga. Tisti, štere zmaga, da je toga deležen. Tisti, štere pride do konca v toj nenehnoj borbi za svojim telom, za svojim življenjem, za svojim starim življenjem, za svojimi starimi navadami. Tisti, štere se to zmaga, štere se to premaga. Apoštol Pavel je tako zapisal v prvom pismu Korinčanom 9. tale, dolgoči od svojega življenja v službi Gospoda in pravi tako od 24. verša naprej. Mar ne veste, da tisti, ki tečejo na tekališču, res vsi tečejo, da pa le eden dobi nagrado? Ne vejte? Kaj si bežijo? Ali samo eden gre prvi, samo eden dobi nagrado. In te dole pravi tako tecite, da jo boste dosegli. Bog ne pripravlja samo za enoga nagrado. Bog ima pripravljeno nagrado za vsakoga. Tako tecite, da jo boste dosegli. In ti dole pravi vsak tekmovalec pa se vsemu odreče. Zdaj so bila je olimpijada. In če ste poslušali, te tekmovalce, štere so tam tekmovali, oni so imeli eno strogo disciplino v svojem življenju. Vsak tekmovalec se vsemu odreče. Oni, da prejmejo venec, ki ovene, mi pa nevenljivega. Aleluja. Dragi moji, to nas čaka. Tej venec nevenljivi pri našem Gospodu. Zato jaz ne tečem kar na slepo. Ne, samo tjavko, ka nika delam, ka nika bežim. Ne bojujem se, kakor bi mahal po zraku. Ste gledali doj boks? Tekmo boksarsko? Tisti samo tako nika mlatijo? Ne, ginov vsaki vdarec, vsaka kretnja z rokov je namenjena na točno določen cilj. In povijo, ti uči od toga. No in naš vsaki postopek bo konkretno namenjen za te večni cilj. Zato jaz ne tečem kar na slepo, ne bojujem se, kakor bi mahal po zraku. Nasprotno, trdo ravnam svojim telesom in ga usužnjujem. Znači telo, tej stari človek, tej mora biti zvezane, usužnjene, tej stare navade, tej stare razvade. To mora biti ustranjeno, uničeno. In ga usužnjujem, da ne bi bil sam zavržen, ko oznanjam drugim. Ja, nevarnost je. Dolgočimo, dodelamo, dopravimo, imamo ime.
ne bi bili same zavržene. Dragi moji, za vse nas je moja želja in moja molitev, da bi dosegli te cilj. Kdor zmaga, bo tako oblečen v bela oblačila. To je moja želja za vse nas in moja molitev. Njegovega imena ne bom izbrisal iz knjige življenja, ampak ga bom priznal pred svojim očetom in pred njegovimi angeli. Amen. Sklonimo glave v molitvi. Če je Božja beseda gučala v tvoje življenje in vidiš, kaj imaš na šteromkoli področju problem, težavo, kaj vidiš, kaj čuješ glas Svetega Duha v tvoje življenje, ki s svojim prstom kaže na določeni nedostatek v tvojem življenju. Odzovi se v tom jutri na njegov klic. Dovoli mi, ka on popravi to, ko je pred tem, ka mergi. Ka on da eden novi smisel življenja. In če želiš, da se molimo za tebe, ali za tvojo situacijo, neko zdigneš roko. Amen. Aleluja. Amen. Amen. Bog vidi tvojo potrebo, Bog vidi tvoje srce, Bog vidi tvoje življenje. Bog te želi zdigniti in peloti naprej. Aleluja. O nebeški Oče, hvala je tebi, da si tako milostiven, da si tako dober do nas. Nebeški Oče, hvala je tebi, da si iz tvoje velike ljubezni poslal tvojega edinorojenega sina, tvoje najdragocenejše za to, da bi jaz, da bi mi lahko bili odrešeni. In nebeški Oče, hvala je tebi, da je Jezus gotovo delo odrešenja za vsakoga človeka. Hvala je tebi, Jezus dragi, da si ti ne samo trpel, da si ti ne samo umrl, ne samo, da si gorstono, pač pa dnes po duhi tvojom živiš v tvojem narode. In Duh Sveti, hvala je tebi, da si ti že v mnogih srcih napravo to prepričevalno delo odrešenja in hvala ti, Duh Sveti, da ti v tom jutri učiš v moje, v naše življenje. Pomori nam, pomori vsakome brati, vsakoj sestri, vsakome prisotnome, da dovoli tebe, da napraviš tom spremembo, ki je potrebno, da ukrepiš tisto, ko je mogoče doj potrebno, da zvidiš tisto, ko je pred tem, kamerge, kada je uničeno. Duh Sveti, dotekni se vsakoga življenja. Duh Sveti, daj, da smo občutljivi na tvoj klic, na tvoj poziv. In hvala je tebi, nebeški Oče, ne samo za nas, lahko pridemo pred tebe, pred tvoj prestol milosti, tudi za vse tiste, štiri trpijo, posebno za našo bratjo, za tej narod, štiri more bežati iz svojih domov, dom v Ukrajini. O nebeški Oče, smiluj se ti, dotekni se ti vsakoga srca, štiri trpi, štiri tjavkovski bič, ka imajo, Gospod Sveti, dotekni se in nam pomori, ka imamo za istino odpreta srca za njih, Gospod dragi, da bi ne naš ponos prevladal, pač pa tvoja milost v naše življenje. Gospod dragi, in prosim te tudi za te štiri odločajo, prosim te za njuvo trdosrčnost, prosim te, da se dotekneš njuvi src, da zmečaš ta trda srca in zlomiš te ponos in zlomiš toga duha nasprotovanja, toga duha nevole. Gospod dragi, da bi lahko tvoj mir zavladal. O nebeški Oče, smiluj se in go učiti nadole na naša življenja. Gospod dragi, prosim te, da vse tiste štiri nujcajo. Štiri so zdignili svojo roko, štiri nujcajo podporo v molitvi. Gospod dragi, dotekni se vsakoga življenja in daj nam za istino to povezanost med sjov, da smo za istino udi eden drugome, da smo udi tvojega tela in po tvojem duhi, Gospod Sveti, naj delamo to, ko je tvoja vola. Amen. Amen.
Sam Bog miru naj vas posveti, da boste popolni. In vse, ne samo nekaj oko, ne samo malenkost, in vse, kar je vašega duh, duša in telo, naj bo ohranjeno neoporečno, dokler ne pride naš Gospod Jezus Kristus. Aleluja. Amen.